prihaja, potem, ko že vidi, kaj se godi. Janez Krstnik je prišel v dvom. Vprašal se je, a je res to tisto, kar sem pričakoval. Janezu Krstniku se pričakovanja niso izpolnila. Tudi vsak človek ima svoje pričakovanja. V tem tednu so otroci pričakovali Miklavža, verjetno so bili veseli, če je prinesel. Tudi starši imate svoje pričakovanja, še posebej, kadar pomislite na otroke. Tudi mož ima pričakovanja glede svoje žene ali pa žena do moža. Starejši človek ima pričakovanje. Nekatera pričakovanja se nam uresničijo, pa ne vsa. Se prav spomnim, par dni nazaj, nekaj duhovnikov nas je bilo skupaj in je eden starejši rekel, pred 30 in 40 leti, kako smo se z nekim res veseljem trudili z mladimi skupinami. Kaj vse smo po župnijah na novo začeli? Zdaj po tolikih desetletjih pa gledamo, kaj se je zgodilo, da te množice mladih, ki so bile z nami, zdaj so seveda starejši, jih ni v takem številu ob nedeljah, se ne srečujemo več pri bogoslužju. Kaj je šlo narobe? Duhovnik, ki je živel z letih, kaj je šlo? Pričakovanje tega duhovnika se niso uresničila. Pa veste, tudi slišim kakšnega od staršev, ko z bolečino reče, kje sem narobe naredil, kje niso šel v drugo smer, moj otrok ne sprejema tega, kar mi je dragoceno pa blizu. Pa tako lepo se je začelo tudi od otroštva in mladosti, zdaj pa tako. Kot da ni teh vrednot. Kaj je narobe? Pričakovanje, ki se sesuje. In tukaj razumem Janeza Krstnika, on je zelo jasno povedal, če ne boste obrodili sadu, sekire nastavljena že na korenino, vsako slabo drevo se poseka. Slabo drevo je človek, ki je grešen, podoben, ki ne pokaže nekaj dobrega, se poseka. In potem, ko Janez Krstnik se odmaknil, ne, niso odmaknil on, ki je oznanjal odrešitev, njega so zaprli v ječo. Verjetno je pričakoval, da bo vsaj užival svojo starost v miru, ki je pa zaprt kot kriminalec. In ta beseda, ki je govoril, se je uresničila. Jezus pride za Janezom Krstnikom in ne pokonča duhovnike. Ne posega tistih, ki nič dobrega ne naredijo. Niti ne vzpostavi neke moči kraljestvu. Rimljani še bolj stiskajo. Vse gre v propad po človeško gledanje. In zato Janez Krstnik vpraša, a si ti tisti, ki mora biti? Da nekaj je šlo narobe, nekaj ne gre pravo smer.
bi Janez Krstnik to pričakoval, bi bil verjetno zadovoljen. A v njemu je bila bolečina življenja. Kako da Bog v našem življenju tudi drugače pelje stvari, kot sami želimo, pričakujemo, hočemo, se trudimo. Tako daleč je ta različnost, da tudi kdaj slišimo takšnega človeka, molim pa, da načni. A je moramo to sploh še kje? A je kdo sliši? A je sploh še vredno, da molim? Toliko se trudim, pa da gre čisto v drugo smer. Ja, se nekateri ljudje so slišani, kaj pa jaz? Kaj mi pomaga, če vem za sveto Moniko, ki je bila uslišana, daleč nazaj? Kaj pa moji otroci? Kaj pa moj mož? Kaj pa moje življenje? Ampak ni ravno to tisto, kar je poklicanost adventnega časa. Ko človek pride v dvom, v težo, ko ga prevedijo stvari, pa ne ve več, da bi še molitev usmeril v to, kar se že toliko trudi. In prav v tem potrebujemo odrešenika, potrebujemo bližino Boga, potrebujemo, da Jezus vstopi v naše življenje, ker je Gospod in odrešenik. Zakaj to potrebujemo? Zato, da bi sam tudi kdaj spregledal v tisti temi, ki je težka, da bi kdaj zaslišal tudi sam besedo, ki me opogumi, da bi tudi sam ustal iz te ohromljenosti, ko lahko reče, pa se vse eno. Da bi tudi meni, ki mi je težko kdaj bila oznanjena blagovest. In Bog prihaja zato, ker nas ima rad. Vsakega izmed nas želi priti do nas. In to je adventni čas, naša priprava. Bolj ko čutimo težo, stisko, bolj potrebujemo advent in pripravo na njegov prihod. In Bog želi priti v naše življenje. Bog se želi z nami srečati. Tudi preko teže življenja, tudi v trenutkih, ki so težki, kot jih je imel Janez Krstnik, ni bilo rešitve iz ječe. Smrt ga je tam srečala, ampak prav za njega je Jezus rekel, pa ni bil noben večji rojen kot on. Ne samo kot prerok je rekel, več kot prerok. In za take starše, ki izrazijo svojo stisko kot je, ali pa za duhovnika, ki pove svoje razočaranje, lahko reče, to ni navadno, te je več kot mama. To ni navadno duhovnik, te je več kot duhovnik. Zato, ker še vedno čuti, kje je njegovo mesto, kje je njeno mesto, kakšna je poklicanost. Janez Krstnik je v tem, kar je doživel, označen, da je več kot prerok. Naj bo tudi Bog z nami v našem iskanju, da bi ga res lahko začutili v božičnem prazniku, da bi se rodil za nas